Danes bomo začeli z linearno funkcijo, ki ima to posebnost, da ima samo eno spremenljivko. Torej, če si zapišemo splošen predpis neke linearne funkcije, zapišemo to kot f od x je k krat x plus n, pri čemer sta k in n poljubni realni števili. X je pa neodvisna spremenljivka. Zdaj, k in n imata tudi prav posebni imeni, in sicer k je smerni koeficient, n je pa začetna vrednost. Če bi želeli to recimo povedati na enem konkretnem primeru, bi lahko rekli, recimo f od x je 2x plus 1. Kaj bi to lahko pomenilo? 1 kot začetna vrednost lahko si vzamemo za primer taksista, ki zato, da sploh spelje z mesta, nam že zaračuna 1 evro. To je zdaj sicer odvisno, kje smo. Torej, samo da se usedemo v taksi, plačamo že 1 evro, tudi če nismo naredili še nobenega kilometra. Zdaj, vsak naslednji kilometer, ki ga prevozimo, pa nam taksist zaračuna 2 evra. Torej, če naredimo na primer 5 kilometrov, bi to pomenilo 2 krat x, torej 2 krat 5 kilometrov je 10, plus še tisti eden začetni, zato začetna vrednost, kar bi skupaj ratalo 11 evrov. Mi si bomo to funkcijo torej zdaj zapisali v tabeli in izračunali nekaj vrednosti. Torej, x predstavlja kilometre, y oziroma f od x pa nam predstavlja plačilo, torej evre. In si dajmo sestaviti kar nekaj teh vrednosti. Recimo, že kot smo rekli, ko je 0 kilometrov, vseeno plačamo 1 evro. Če imamo za narediti 1 kilometer, bomo plačali 2 krat 1 plus še 1, torej 3. Za 2 kilometra potem 2 krat 2, 4 plus 1, 5. In naprimer še za 3 kilometre, torej 2 krat 3 je 6 plus 1 je 7. Vidimo tudi, da se povečuje po 2 evra. Če bi skrili to začetno vrednost, vidimo, da je to prav čisto enostavno premo sorazmerje. Bi rekli, y je 2 krat x, neodvisna spremenljivka je torej pot, odvisna pa plačilo oziroma cena. Tokrat bomo narisali graf samo v prvem kvadrantu. Ko se bomo bolj posvetili grafu linearne funkcije, si bomo pogledali tudi v celoti. Tako ga označimo, torej 0. Vidimo, da imamo vrednosti na x od 0 do 3, na y pa do 7. Lih do 7 mi bo uspelo, torej ga lih še malo podaljšam. To se nam vedno splača tudi pogledati, ko načrtujemo, torej katere vrednosti bomo upodobili. Torej od 0 do 3 in tukaj do 7. Torej, ko je x0, prvi par, če pogledamo, je y1, prva točka. Druga točka, ko je x1, je y3. Ko je x2, je y5. In ko je x3, je y7. Kaj sem pozabila? Še zdaj sem opazila, na mojem koordinatnem sistemu je vedno treba označiti tudi enote. Dobro, zdaj te točke lahko povežemo. Zdaj, ker ta taksist se ne more zadolžiti, ostanemo samo od 1 naprej, se pravi samo na 0 kilometrih. Kasneje si bomo pogledali grafe, ki bojo šli tudi skozi druge kvadrante. Dajmo si pogledati mogoče, kako in kaj lahko še razberemo in povežemo zdaj iz tega grafa in funkcije. Če pogledamo začetna vrednost 1, vidimo, da ta začetna vrednost se pojavi na grafu tukaj. Torej, če si zdaj pogledamo za to našo funkcijo f od x je 2x plus 1, kaj nam lahko pove? Recimo, začetna vrednost nam pove, kje graf funkcije seka ordinatno os. Torej, imamo jo tukaj v točki 0, 1. Se pravi, koordinata abscisa je vedno 0,
medtem ko ordinata je pa začetna vrednost n. Smerni koeficient nam pa pove v bistvu, za koliko se spremeni vrednost funkcije, ko jo povečamo za x. Se pravi, od 0 do 1 povečamo vrednost za 1, se y poveča za 2. In to vidimo na vsakem koraku. Recimo tukaj, kjer imam prostor, ko x povečamo za 1, se y poveča za 2. Pravi, ta razlika, in to, recimo, še tukaj jo lahko narišem, da boste videli, da je res na vsakem koraku povečava za 2. Torej, v tem primeru se poveča za 2 in to je ta k. K je 2 v našem primeru. In to je zaenkrat to glede linearne funkcije.